sedaj pa pridemo do tistega, kar pravimo, da neskončno ovira, ampak v resnici je pa to tisto, kar pri gradnji moramo upoštevati in spoštovati in nadgraditi naše znanje. Hidroelektrarne so morajo biti sklop multidisciplinarnega znanja in osnova je, da bomo naravo tam, kamor bomo hidrocentralo postavili, da ji bomo tudi zagotovili, da bo lahko dihala in živela naprej. Ali drugače, z okolju prijaznimi pristopi bomo lahko rešili veliko problemov, ki se nanašajo na povodni in na suše. Kajti tudi suše so tiste, ki uničujejo življenje ob rekah. In še nekaj bi rada rekla, s tem, ko delujemo in živimo, enostavno se mi vsak za sebe in naše družine, naše lokalne, regionalne skupnosti nič ne zavedamo, zelo malo se zavedamo. Jaz prihajam iz dežele in se vprašam, kje je arhitektura naše Jarenine. Naša vas ima posebno arhitekturo. Je ni. Tistih par starih hiš, ki jih imamo, pa nismo imeli denarja za popraviti, tam bomo še lahko oživeli to staro arhitekturo. Kje je vedenje o visoki kvaliteti gradnje bivanjskih naselij? Je ni. Izolacija hiš. S čem? Z umetnimi materiali. Ti umetni materiali rušijo delovanje našega sistema. Nas, vsakega posameznika. Kajti tudi mi smo nek mini energetski sistem, ki deluje po svojih zakonitostih. In tako bomo morali na vseh področjih našega delovanja vključiti skrb za varstvo narave. In veseli me in sem zelo hvaležna Zavodu Republike Slovenije, da se je odzval našemu povabilu in da je danes med nami gospa Tanja Košar, ki nam bo ta vidik predstavila. Lepo prosim. Pri branju vabila na tole konferenco in pa pri poslušanju uvodnih besed sem jaz tudi, tako kot je eden predhodnik rekel, eno je umestitev Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave v vse te zgodbe, o katerih smo danes že slišali. Potem bi predstavila vodo kot življenjski prostor. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave žab ne išče, ampak preprosto, tam so. Potem bi nadaljevala z velikimi hidroelektrarnami in pa potem še z malimi hidroelektrarnami, o katerih se bomo potem pogovarjali v popoldanskem delu. Kaj so velike hidroelektrarne in male hidroelektrarne? Zdaj ta meja megavatov, koliko je kjera, se spreminja. Jaz bi obravnavala velike elektrarne kot tiste, za katere se izdelujejo državni prostorski načrti. Male hidroelektrarne so pa tiste, ki bi morali biti v občinskih prostorskih načrtih. No, toliko zaenkrat, samo da vemo, o čem se pogovarjamo. Svoje izkušnje pa gradim predvsem na spodnjesavskih elektrarnah in pa pri malih hidroelektrarnah, na hidroelektrarnah na Savinji. To je moj teritorij, moje področje in tam sem bila prisotna. V vabilu, ki smo ga vsi prejeli, sem seveda poiskala, kako se bom umestila s svojim predavanjem na to konferenco. In kar se tiče narave, sem prebrala ta stavek. Začne se: ljubitelji narave praviloma hidroelektrarnam močno nasprotujejo.
seveda, ker je narava bila omenjena, sem takoj bila pozorna, vendar sem se takoj vprašala, kdo so ljubitelji narave? To so tisti, ki imajo radi naravo. To sem lahko jaz, to ste lahko tudi vi. Pa vendar bi rada Zavod Republike Slovenije za varstvo narave postavila v ta sistem. In sicer, varstvo narave je javni interes države. Zato, ker je javni interes države, je urejen s pravnimi normami. In sistem varstva narave temelji na domači in na mednarodni zakonodaji. Pravo varstva narave je vsebovan tako v Ustavi Republike Slovenije, z mednarodnimi predpisi, z različnimi zakoni, odločbami, dovoljeni soglasja in pa tudi odloki lokalnih skupnosti. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je javni zavod, podlago za njegovo delovanje je v teh zakonih, ki sem vam jih omenila, in izvajamo strokovne naloge na področju varstva narave. Naše strokovne odločitve temeljijo na vrednotenju narave, smo organizirani tudi teritorialno, imamo 7 območnih enot, tako da vemo, kaj se dogaja na terenu in vse te izkušnje s terena poskušamo potem prenašati v te zgodbe, pri katerih sodelujemo. In vse naše strokovne odločitve zagovarjamo s strokovnimi argumenti. Tukaj ni nikakršnega ljubiteljstva, tukaj ni nobene naravovarstvene romantike, tukaj je stroka. In s tem bi rada postavila Zavod Republike Slovenije na to pozicijo. Zdaj pa, če grem k vsebini današnje konference, govorimo o obnovljivih virih energije, ki nimajo emisij, ki imajo čim manj škodljivih vplivov na neke standardne okolja. Seveda, če je dobro, kar je dobro za okolje, je dobro tudi za naravo, se pravi, del okolja je tudi narava. In tudi seveda vse te stvari, zmanjšanje škodljivih vplivov ima vpliv tudi na naravo. Pa vendar, to, kar pa nam omogoči to rabo, so pa posegi. In ti pa imajo lahko bistven vpliv na naravo. Pa ne samo posegi, ampak tudi delovanje vse te infrastrukture, ki je potrebna za to, da nam omogoča rabo obnovljivega vira energije. Voda je življenjski prostor. Namenoma sem zbrala mogoče fotografije vrst, ki so zelo vezane na vodo, se pravi, da ne morajo živeti nikjer drugje kot v vodi, ker imajo pač dihalni sistem tako prilagojen. Se pravi, če krčimo življenjski prostor, potem te vrste ali imajo manjši življenjski prostor, s časoma, če ga pa še krčimo še bolj, pa pač ne bojo preživele. Danes smo slišali, da v akumulacijah soških elektrarn živi veliko življa, ampak vsaka taka posamezna vrsta potrebuje za svoje življenje marsikatera od njih zelo specifičen habitat. Se pravi, živi samo tukaj, pa nikjer drugje. V akumulaciji marsikatera vrsta ne bo preživela, če govorimo recimo o hidroelektrarnah. Ampak bi pred tem kar končala. Cilji, ki so postavljeni v državi Sloveniji tudi, je povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov in pa cilj drugi je, da škodljive vplive na naravo zmanjšamo na minimum. Kaj je naš izziv? Naš izziv je, da naredimo tehtnico ravno. Se pravi, da ne bo šla ne v eno smer, ne v drugo smer, ampak da bo ravna. Verjamem, da marsikje to ni mogoče, vendar k temu na nek način stremimo. Zdaj, če pogledamo, zdaj sem že v bistvu v tretjem sklopu mojega predavanja, velike hidroelektrarne. Najprej bi jih pogledala stališča teh, ki so že narejene in že obratujejo. Potem tistih, kjer Zavod Republike Slovenije za varstvo narave sodeluje v postopku in pa kako naprej. Glede na to, da so bile spodnje savske elektrarne zdaj zelo, veliko se okrog njih dogajajo, so tudi zadnje, ki so bile zgrajene, bi jaz samo povzela neke vplive izgradnje teh hidroelektrarn na prosto živeče vrste in njihove habitate.
Gre za lokalno izumrtje vrst dvoživk, zelena rega in hribski urh, ter upadanje populacij drugih vrst dvoživk. Izrazit je negativen trend v številu gnezdečih parov ptic. Obstoj malega deževnika ni verjeten, pa ta deževnik niti izčrl, ki ga vidimo takrat, ko je deževje, ampak je ptica, ki je vezana predvsem na prodišča. Pojav tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na gradbiščih z razgaljenim zemljino, kjer so zelo konkurenčne in pridejo do izraza, je zelo velik. In pa velik je vpliv človeka in njegove rabe območja na prosto živeče vrste. Se pravi, takoj, ko se je pojavila neka akumulacija, so ljudje videli, kakšne vse možnosti so za izkoristek te velike površine. Danes se načrtujejo elektrarne že tako, da se te rekreacijske in druge vsebine že upoštevajo pri pripravi državnih prostorskih načrtov. Pri spodnjesavskih elektrarnah se marsikje niso in šele naknadno jih moramo obravnavati. Pri čemer moramo upoštevati, da te nove rabe niso bile presojene v okviru presoje na okolje. S čim se pa še srečujemo pri spodnjesavskih elektrarnah? Predvsem pri težavah pri izvajanju omilitvenih ukrepov, ki so bili določeni z državnimi prostorskimi načrti. Zasaditev praktično na hidroelektrarni Boštanj, na hidroelektrarni Blanca, ali jih ni, ali so pa zelo borne. Nadomestni habitati so nekje v fazi nastajanja, ali jih pa sploh še ni. Vse to, kar govorim, te vplive črpam iz obratovalnih monitoringov. Obratovalni monitoringi so tisti, ki so obveza v državnih prostorskih načrtih. Takšno imamo stanje. Kako je zdaj z velikimi hidroelektrarnami, ki so v postopku? Tukaj bi predvsem poudarila vlogo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki kot nosilec urejanja prostora sodeluje pri postopkih umeščanja in izvedbe. Vse naše aktivnosti izvajamo skladno z obstoječo zakonodajo. V postopkih smo korektni in ažurni. Te zamude, o katerih smo se pogovarjali, niso naša krivda. Odgovarjamo na vloge pravočasno in skladno z roki. In pa spoštujemo tudi dogovore. V usklajevalnih sestankih se trudimo pri iskanju rešitev v okviru obstoječih pravnih aktov. Še več, včasih smo tudi mi tisti, ki dajemo neke rešitve, kako bi se pa dali določene stvari rešiti, da bi postopki bili hitrejši in da bi se postopki hitreje speljali. Zelo se pa trudimo tudi pri razlagah strokovnih argumentov. Tukaj se pa moram malo ustaviti, in sicer strokovni argumenti včasih v teh usklajevalnih sestankih prihajajo celo do tega, da moramo mi razlagati osnove biologije nekomu, ki je na drugi strani. Lepo vas prosim. Osnove biologije so recimo viabilnost populacije, genski sklad, strukture v habitatih. To so stvari, ki so osnovne v biologiji. O tem se po moje na usklajevalnih sestankih pač ne bi smeli pogovarjati. Mogli bi se pogovarjati prav je, da mi razlagamo, zakaj smo se za nekaj odločili, kakšna je naša strokovni argument in zakaj je takšna strokovna odločitev. Vendar včasih se mi zdi, da se zelo dvomi v te naše strokovne odločitve. Kako naprej? Mi ugotavljamo, vi ugotavljate seveda drugače, kot sem danes slišala, da so velike reke v veliki meri že izkoriščene. Kaj to pomeni? Da so kvalitete naravnega okolja v veliki meri že spremenjene. In seveda s tem, ko se manjšajo naravni odseki, ali pa tisti, ki so nekako sonaravni, pridobivajo s tem veliko naravovarstveno vrednost. Zato je pri umeščanju novih objektov potrebna velika pazljivost. In pri teh, kar se zdaj pogovarjamo, se pravi o teh novih velikih hidroelektrarnah, moramo biti realni, da obstaja velika verjetnost, da umestitev novih objektov brez ocenjenih bistvenih vplivov na naravo pač ni možna. Imamo še varianto
da zakonodaja nam omogoča postopek prevlade javne koristi. Javna korist varstva narave je samo eden od državne javne koristi. Država, politika se lahko odloči, da tehta in da gre v prid neki drugi javni koristi, kot je izgradnja hidroelektrarn. Predvsem pa me veseli, da sem danes slišala, mislim, da je tudi gospod Leban izpostavil, inovacije, se pravi iskanje drugačnih tehničnih rešitev, ki bi tako okolje kot naravo na nek način uravnovesla. In to se mi zdi, danes je bilo zelo dobra ideja, ki jo tudi mi podpiramo. Naslednji sklop so male hidroelektrarne, o katerih sem že rekla, bomo sicer kasneje govorili. Takšno imamo stanje, tudi iz te fotografije se vidi, kakšno je stanje v naravi, neki cevovodi, različne izvedbe seveda, no, to je samo ena izmed njih. Predstavlja pa bi na enem vodotoku, ki sicer ni Savinja tokrat, ampak je eden izmed pohorskih vodotokov, stanje na terenu, in sicer tole je fotografija iz odseka vodotoka nad malo hidroelektrarno. To je območje male hidroelektrarne. Ta jez je brez prehoda za vodne organizme in pa brez sistema za zagotavljanje QS. To spomeni ekološko sprejemljivega pretoka. Ta fotografija je pod malo hidroelektrarno. Fotografije so posnete na isti dan z nekaj minutnim zamikom. Glih to, da smo prišli od spodi. Vidite, koliko vode teče tlele, koliko vode teče pa tlele. In to se, ja, ne teče, ja. No, to so pa stvari, ki jih imamo mi na terenu, ki jih gledamo vsakodnevno na terenu. Kako naprej z malimi hidroelektrarnami? Mi menimo, da je potrebno načrtovanje na nivoju porečja. Se pravi, da se, če vzamemo Savinjo, na nivoju Savinje ugotovijo, katere so tiste primerne lokacije za rabo električne energije oziroma za rabo vode v malih hidroelektrarnah. Se pravi, da ugotovimo, kje ima reka visok hidroenergetski potencial in relativno nizko naravovarstveno pomembnost in ta del odsek reke opredelimo kot ugodno lokacijo. Kjer pa je nizek hidroenergetski potencial in visoka naravovarstvena pomembnost, potem je pa pač ta lokacija neugodna oziroma v določenih primerih, ko imamo mi nekaj akte o zavarovanju, kjer piše, da raba vode za male hidroelektrarne ni mogoča, je pač ta lokacija tudi lahko nesprejemljiva. Kje lahko primemo, da takšen načrt na nivoju porečja lahko sprovedemo? Lahko je to državni prostorski načrt. Zelo pogrešamo pri našem delu, ne samo pri rabi vode, ampak tudi drugje, regijsko načrtovanje. To je kar nekako zamrlo, to regijsko načrtovanje. In to bi bil lahko način, kjer primeš takšen načrtovanje na nivoju porečja. Lahko so tudi to načrti upravljanja voda. Tako kot sem pa že rekla, pa pogrešamo te regijske prostorske načrte. Ti bi bili lahko priložnost, da se takšne stvari umestijo v prostor. Seveda pa vsaka elektrarna, tudi če mi na nivoju porečja rečemo, ta lokacija je ugodna, ta je neugodna, ta je ugodna, lahko potem oziroma moramo posamezne lokacije tudi presoditi. Še preden bi pa naprej šla na posamezne lokacije, bi pa samo razložila, kaj je to naravovarstvena pomembnost. Naša zakonodaja opredeljuje območja pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravne vrednote, zavarovana območja, ekološko pomembna območja in pa včasih pride do tega, da ima en odsek vodotoka včasih tudi več teh območij. To je naša domača zakonodaja, ne? Prej smo slišali celo očitke, da imamo samo evropsko zakonodajo. Ne, mi imamo tudi naravovarstveno domačo zakonodajo, kar v redu urejeno.
Če gremo zdaj na lokalni nivo pri malih hidroelektrarnah, kaj je treba pogledati? Pogledati je treba specifičnost lokacije. Možno je, da je sicer obravnavana neka lokacija neugodna stališča, ne vem, hidroenergetskega potencijala ali pa stališča narave, da je neugodno ocenjena, pa vendar je treba še enkrat pogledati zelo natančno. V nekem odseku vodotoka je pa lahko en del morda, ki nima takšnih velikih naravovarstvenih vrednosti in je recimo umestitev hidroelektrarne lahko čisto mogoča. Potrebno je pogledati družbeno-ekonomska merila. Se pravi, če imamo mi v ne vem kakšnem parku, zavarovanem območju, neko kmetijo in je ohranjanje kmetij, recimo kakšnih celkov v državnem interesu tudi in je potrebno zagotoviti njihovo delovanje te kmetije, da sploh ostane tam, potem si bo pač mogla ta kmetija zagotoviti električno energijo in to se mi zdi dober primer, da se kljub visoki neki naravovarstveni vrednosti pa vse neko malo hidroelektrarno da narediti. No in potem še tehnična izvedba projekta in tehnične prilagoditve, o katerih sem pa tudi že rekla pri velikih hidroelektrarnah, da moramo uporabiti ta potencial, ki ga imamo in to znanje, ki ga imamo, da naredimo hidroelektrarne boljše, tudi male hidroelektrarne boljše. Ostajajo pa seveda tudi izzivi presoje na lokalnem nivoju. In sicer pogrešamo, da bi mogoče kakšna pobuda za male hidroelektrarne predvidevala tudi izboljšanje stanja na nekem odseku reke. Če je degradiran zdaj, pa bi naredili hidroelektrarno, pa bi nekaj drugega zboljšali. Takšen projekt bi imel recimo lahko prednost pri umestitvi. Potem večnamenskost objektov. To je tista voda, uporaba tiste vode, ki se že uporablja za neke druge namene. Jaz sem bila pred 2 dnevi na iztoku iz centralne čistilne naprave v Celju. Tam je tekl, pa ni bilo vode zdaj, ne toliko veliko, tudi v Savini ni bilo recimo v tistem času veliko vode. Tam čez je tekl 1 kubik vode, iz cevi ven. Zakaj se takšne stvari recimo ne izkoristijo za male hidroelektrarne? No, kar pa je izziv, ki pa pri nas ostaja, pa je, da se določene lokacije morajo presojati na celotnem vodnem sistemu, katerega del je posamezna lokacija. To pa mislim predvsem v tistem smislu povezljivosti in migracije organizmov, ki so v vodotoku. Da je treba pogledati širše. Če mi z neko infrastrukturo ali pa z nekim jezom prekinemo to selitveno pot, ima lahko to posledice na celoten vodni sistem, katerega del je ta lokacija male hidroelektrarne. Zdajle dobivamo pobude zelo različne. Nekatere so novogradnje za malo hidroelektrarne, druge so obnove. In mi veliko prednost dajemo tistim malim hidroelektrarnam, kjer se izvaja neka posodobitev obstoječe, delujoče hidroelektrarne z novo tehnologijo, ki omogoča večji izkoristek pri enakem odvzemu vode. Tukaj mi nimamo nobenih težav naravovarstvenih. In pa recimo, da gre za ponovni zagon obstoječe elektrarne, se pravi, da so že vsi vplivi, veliki vplivi, škodljivi vplivi na okolje že tam narejeni, samo treba je zdaj izkoristiti to, kar imamo. Uporabila sem te semaforne barve, se pravi, ta zelena je go, pojdi. Imamo tudi rumeno na semaforju, kjer imamo recimo obnovo vodne pravice. Nekomu se je koncesija iztekla, zdaj bi imel pa rad ponovno koncesijo, ponovno zaprosil za naslednje obdobje. In mislim, da so to tudi ustrezne pobude, ki imajo tudi našo podporo. Morda bo, glede na neke nove standarde, pač mogel nekaj popraviti investitor, ampak to je v redu. Kar pa manj gre, kar pa je recimo bolj stop, so pa nadgradnje obstoječih hidroelektrarn z večjim in daljšim odvzemom vode in pa novogradnje. Vendar to ni absoluten stop, tako kot sem prej rekla. Treba je presoditi, treba je pogledati, kaj se dogaja na lokalnem nivoju. Zdaj bi pa samo še nekaj fotografij, preden končam. To pa je Savinja in tako kot prej po pohorskih vodotokih, Savinja sama ima zelo redko toliko nizek pretok. Tamle gor je tole hidroelektrarna, iztok iz hidroelektrarne je pa tukaj spodaj, se pravi vmes je skoraj suha. Prej smo govorili o diamantih. Tudi tole je
naš diamant. Slovenija se ponaša z naravo, z naravnim bogatstvom in če morda niste vedeli, nimamo samo navadnega kosa, imamo tudi povodnega kosa, ki je zelo zanimiva vrsta, brska za hrano med algami v vodi in ga boste, če boste hodili ob vodi, ni tako redek, ga boste lahko kar opazili. Tale Z v kotu pa pomeni, da je vrsta zavarovana z našo domačo zakonodajo. Tole je fotografija reke Save. Sami se odločite, kaj tle vidite, sončni vzhod ali sončni zahod, glede na to, o čem se danes pogovarjamo. No, in še ena, za konec, bila je objavljena v časopisu Delo ob enem dogodku, ki se je zgodil v hidroelektrarni Boštanj. Hvala lepa. Sedaj pa še dr. Daša Zaplic, ki vam bo predstavila njene lastne izkušnje in raziskovanje na področju sladkovodnega ribištva v imenu Zavoda za ribištvo Slovenije. Prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Zavoda za ribištvo. Za razliko od Tanje bo pač moja predstavitev posvečena ribam, sladkovodnemu ribištvu in ta vidik izrabe, hidroenergetske izrabe rek in potokov v Sloveniji. Naravna reka ima nek svoj značilen rečni kontinuum. Se pravi, od izvira do izliva se lastnosti reke spreminjajo. Zdaj, če pogledamo vse skupaj, kaj pravzaprav pomeni izgradnja hidroelektrarne za en vodotok in na koncu za ribe. Neposredno izgradnja hidroelektrarne vpliva na hidrologijo reke in na njeno morfologijo. Prej naravni pretoki postanejo zdaj umetno regulirani pretoki. Struga reke, govorim za velike elektrarne, postane uniformna, se pravi pri izgradnji celotnega bazena, ki stoji za neko hidroelektrarno, postane uniformirana struga, razširjena, spremeni se sestava rečnih usedlin v reki, hitrejše usedanje drobnozrnatih, se pravi finejših rečnih usedlin, ki prekrivajo tisto prvotno rečno dno. In pogosto pomeni tudi odsotnost obrežne vegetacije. Tako zdaj te hidrološke kot morfološke spremembe povzročajo hidravlične spremembe v hidravliki reke. Pride do nižje hitrosti vodnega toka, večje globine vode, manjše raznovrstnosti vodnega toka v akumulaciji in predvsem daljši čas zadrževanja vode v akumulaciji. Vse to skupaj seveda močno vpliva na habitat za ribe in ostale vodne organizme. In ker je habitat spremenjen, je spremenjena tudi združba rib in ostalih vodnih organizmov. Če pogledamo zdaj konkretno, kaj pomeni, kakšni so vplivi izgradnje ene velike, govorim zdaj o teh večjih hidroelektrarnah, na habitate rib. Prvo, kar je izguba habitata. Ta slika zgornja je dosti zgovorna, se mi zdi. Pri izgradnji nekega akumulacijskega bazena izgubimo vse naravne strukture v reki, se pravi odsotnost brzic, tolmunov, zatonov, skrivališč za ribe, ni več obrežne vegetacije, se pravi ni zasenčenja struge, ni vnosa snovi, ki pridejo skozi obrežno vegetacijo v reko in tudi izgubimo funkcionalne pritoke na območju ene bazena hidroelektrarne. Pritoki imajo pravzaprav na tem območju še edini svoj naravni vodni režim, vendar z vodno-gospodarskimi posegi pogosto dosežemo to, kar je na spodnji sliki, kar pomeni, da tak vodotok ni več v svoji naravni funkciji. Drug velik vpliv na habitat ribe je prekinjena vzdolžna povezanost teh rečnih habitatov. Z izgradnjo hidroelektrarne, s tem objektom na reki, se prekinjajo
vse selitve oziroma migracije rib. Enako se dogaja na pritokih, le da so tam pregrade nižje, to so prodni zadrževalniki, ki prav tako prekinejo migracije rib iz reke, se pravi zdaj iz akumulacije v pritoke in nadrstišča v zgornje tokove. Tretji zelo velik vpliv je vpliv na drstišča. Zgornji dve sliki. Leva slika prikazuje odsek reke Save na območju akumulacije Krško pred zalitjem, kjer smo še letos spomladi opazili masovno drst podosti in to je bilo eno od drstišč. Za levo sliko je značilno, da je voda ima svojo hitrost toka, dosti veliko hitrost, prilive, tipično sestavo rečnega dna in pač tukaj so se drstile ribe. Ustrezna globina vode tudi. Medtem ko na desni sliki po zalitju akumulacije drstišča ni več. Se pravi, teh struktur pomembnih za neko drstišče ni več, prevelika je globina vode in vodni tok je umirjen. Po drugi strani pa v akumulacijah, ki jih mi opazujemo, ugotavljamo, da se zelo hitro, v kratkem časovnem obdobju, že v prvem letu, močno razrastejo višje vodne rastline, kakor jih mi imenujemo makrofiti. In to so potencialno lahko fitofilna drstišča. To so drstišča za tiste vrste rib, ki svoje ikre odlagajo na rastline in ne na prot ali kamenje, kot so v zgornjem primeru. Navzven zgleda pač en tak hiter pogled, bi rekli, da je situacija ugodna, samo da se je spremenila. Iz litofilnega je nastalo fitofilno drstišče. To pomeni popolno zamenjavo vrsta. Prej litofilne vrste, zdaj fitofilne. Kar je še problem, ki ga na prvi pogled mogoče niti ne moramo opaziti, je, da tudi ta drstišča, ki se v bistvu razrastejo predvsem ob bregu akumulacije, se pravi ta razrast makrofitov, je prekrita v dobri meri z drobno zrnatimi rečnimi usedlinami, ki prekrivajo ta drstišča in s tem pravzaprav močno slabšajo kvaliteto drsti. Drug velik problem akumulacij velikih je pa denivelacija vode. Vse naše elektrarne imajo, mislim, da v glavnem vse dovoljenje za denivelacijo je 1 meter plus minus vode v akumulacijah in to pomeni, da v času drsti ikre, ki so odložene na to rastlinje v obrežnem pasu, ostaja na suhem, kar pomeni pač mortaliteto in pogin rib, pogin iker. Ne nazadnje je treba govoriti tudi o kvaliteti vode. Takoj lahko ugovarjate, seveda, sama hidroelektrarna ne poslabšuje kvalitete vode, vendar je dejstvo, da se voda v akumulacijah zadržuje dlje časa, kot je bila hitrost prvotnega toka reke, ima za posledico, da se zgodijo sledeče stvari. Pride do povišene temperature vode. Zdaj, določene študije za spodnosave, ki so bile delane, dokazujejo, da pravzaprav ne pride do povišanja in da še celo naj bi se voda v akumulacijah ohlajevala. Jaz bi samo rekla, da glede na naše terenske opažanja v to močno dvomim, ker vsaj lokalno so temperature močno povišene, recimo površinski sloji ali pa v obrežnem pasu smo izmerili izredno visoke temperature. Verjamem pa, da je neka povprečna temperatura še zmeraj recimo ustreza. Nadalje pride do povečanega usedanja organskih snovi v akumulacijah, povečana je vsebnost hranilnih snovi, zato tudi ta velika razrast makrofitov in pa cvetenje alg, ki je recimo ob monitoringu na akumulacijah Boštanj in Blanca je bilo to v poletnem času izrazito. Zaradi nižje vsebnosti kisika v pridnenem sloju pride do povečane rasti anaerobnih bakterij.
To so bili zdaj vplivi na habitat. Habitat pa direktno vpliva, sprememba habitata pomeni tudi spremembo v sestavi, vrstni sestavi ribe združbe. Prvo pa bi povedala nekaj o direktnem vplivu na ribe, ki ga ima predvsem izgradnja hidroelektrarne. Gradnja ene velike hidroelektrarne dejansko traja to intenzivno delo na terenu leto, dve sigurno. In to je čas, v katerem je veliko kaljenja, odstranjevanja rečjih usedlin in miniranja, kar pomeni za ribe povišano mortaliteto. Že v tem času je pač so že uničena drstišča, uničena je drst, odstranjena je zgornja plast substrata, ki je najbolj bogata s hrano, z vodnimi nevretenčarji, in vse to močno že v času gradnje vpliva na ribe. Med samim obratovanjem pa lahko vpliv delimo na vpliv na populacije rib, pa tudi direkten vpliv na posamezne osebke, se pravi na ribe. Na populacije rib smo vplive ugotavljali zaenkrat pravzaprav samo na spodnji Savi, ker le tu nam je bil pač zagotovljen monitoring, ki smo ga lahko izvajali, tako da so naše raziskave, lahko govorimo, da poznamo zdaj neke takojšnje vplive elektrarn in pa neke kratkoročne vplive, medtem ko o dolgoročnih vplivih še ne moremo govoriti. Jih poznamo samo iz literature. Na populacijah se pozna sprememba v vrstni, se pravi združba rib se vrstno spremeni, in sicer se zmanjšajo populacije reofilnih vrst, to je vrst, ki izrazito potrebujejo hiter vodni tok, in litofilnih vrst, se pravi tiste, ki odlagajo ikre na kamnito podlago. In najobčutljivejše od njih tudi izginejo. Tako smo recimo opazili takojšnje povečanje populacije, zmanjšanje populacije pisanke, klena, podosti in velike nežice. Po nekaj letih pa so se pridružile še babice, pohre, navadni globočki, potočna, postrv, s tem, da zvezdogled in opiravec sta dve vrsti, ki sta izginili. Rdeče obarvane tukaj so vrste, ki so hkrati tudi lovne vrste, in ta zamenjava oziroma sprememba v sestavi vrst dejansko vpliva direktno tudi na ribiško upravljanje, na ribolov, ki je s tem povezana. No, po drugi strani, ko se zmanjšajo populacije reofilnih vrst, se po drugi strani pa povečujejo populacije vrst, ki so bolj indiferentne, se pravi manj zahtevne glede hidroloških zahtev, in pa ki odlagajo ikre na rastline. Takoj se opazi povečanje populacije rdečooke, beloplavutega globočka, po nekaj letih povečanje populacije ploščič, navadnega ostriža, zelenike in srebrnega koresla, v uplenu pa se na novo pojavijo vrste, kot so ščuka, som in krap, recimo. Treba povedati, da v preteklosti je bilo precej elektrarn, večina seveda grajenih brez prehodov za vodne organizme, in glede na historične podatke vemo, da se recimo iz Drave so izginile določene vrste rib prav zaradi neprehodnih vodnih pregrad od Džerda pa navzgor. Kar je pa mogoče tudi pomembno pri tem je pri izvedbi prelivnih polj, so pa tolmuni v podslapju, ki mora biti zadosti veliki, da riba recimo tak skok čez prelivno polje preživi. Na Plotnici, kjer je naš zavod za ribištvo izvajal raziskavo in kjer so bile opravljene meritve na 5 točkah potokov navzdol, od prve točke, kjer ni bilo vpliva odzema vode za obratovanje male hidroelektrarne, potem so sledile 3 male hidroelektrarne, se pravi odzemi, in spet na koncu brez odzema, brez vpliva tega odzema. Ugotovljeno je bilo pri meritvah, da ekološko sprejemljivi pretok ni bil upoštevan v nobenem primeru od teh 3 elektrarn,
In morda graf ni tako ilustrativen, kakor je fotografija na naslednji strani, kjer kaže to isto reko, najprej naravni odsek brez odzema vode, potem pa odsek pod odzemom vode za malo hidroelektrarno. Hvala lepa za vaše pozornosti. Zelo sem hvaležna, kajti s tem se je to temeljno znanje zelo obogatilo nam vsem, meni bo malo kasneje. No, jaz sem bila na srečanju, ki so ga nevladniki organizirali v Moravcih na temo Mure, in je bilo veliko govora, kako absolutno ne hidroelektrarne na Muro, kajti ljubezen do narave. In to so imeli domačini. In potem vseeno nekako mi ni dalo, da bi ostala tiho, kajti jaz nisem od tam doma, in potem sem pa rekla, da bi vseeno nekaj prosila. In ko razmišljam, kam bi pa šla, me pravzaprav nikamor ne mika, kako bom jaz uživala idilo Mure, ko pridem do Mure, vdihavam pesticide. Kako bom uživala, ne vem, kako ribo iz Mure, ko vem, da je ta riba pojedla veliko vsega, kar se uporablja v industrijskem kmetijstvu, in potem drugo, kar delamo mi, če samo pomislite, kako izgleda v kopalnici. Je obesek, ko ti lepo se reče, dezinficiraš školjko. Vsakokrat, ko greš na stranišče, bum, potegneš že v vodo. Potem tisto, kar pojemo. Ko polulamo in gremo na blato, gre tisto naprej, čistilne naprave, potem pa v vodo. Ne vem, to boste vedle bolj, ampak pravijo, da imajo, da je živelj v vodi poškodovan tudi na ta račun močno, Tako da po vseh koncih, in zdaj pa, če pogledamo ta naš vsak dan, kako in s čem. Ena od stvari, ki se ne dotika vode, ampak se tudi dotika, je kurjenje v naravi. 1, 2, 3 skozi 3 vlade sedanje sem želela sprožiti inicijativo absolutne prepovedi kurjenja v naravi. Razen za Veliko noč pa 1. maj. Ali pa, če imaš neko veselico doma, da pač neki želiš ob ognju sedeti in praznovati. Ampak ne to, kar se dela. Vse se skuri. Pol litra ali kilogram suhe robe je pa vreden za pol litra nafte. Da ne govorimo o tem, kaj moramo vdihavati in kaj spuščamo v zrak. To je naša okoljska ozaveščenost. Je ni. Nihče nima. To je ta problem. Kupujemo stvari, pa imamo sintetiko. Pol pa gre sintetika med odpad pronica skozi zemljo in ribe v morju, zopet so te stvari, ki prihajajo v nas. In potem imamo TEŠ, pa imamo jedrsko elektrarno. Mi nimamo zastavljenega cilja v Republiki Sloveniji, da presekam, pa preidem v letošnji januar, torej medtem se je zgodila Fukušima, potem se je zgodil pritisk na kanclerko Angelo Merkel in kaj je morala napraviti, da je sebe zaščitila. Oblikovala je odbor, temu odboru je predsedoval profesor Klaus Töpfer, on je bil 8 let generalni direktor za okolje pri Združenih narodih. Od leta 2004
se tudi zelo dobro poznava in v tistem času je bil še zagovornik jedrske energije, ker obnovljiva še vseeno ni tako razvita. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je po Fukushimi bil on tisti, ki je z skupino znanstvenikov prepričal Angelo Merkel, da je nujno potreben prehod na obnovljivo energijo in da se vlada oziroma Nemčija odpove fosilni energiji. In zastavili so cilj. Kje je cilj Republike Slovenije, kam bo šel naš razvoj? Mi imamo že nekako načelno odobreno varianto in denar že gre v to smer, da bomo gradili novo jedrsko elektrarno. In na tak način je tudi šla zgodba z TEŠ-em 6. TEŠ 6 ne sodi v današnji čas. Nujno je pa potrebno, da z premogom in z jedrsko energijo preživimo ta čas, da prijdemo v obnovljivo energijo. Oblast slovenska in volja naroda, ki je pa na žalost ozaveščen oziroma načitan samo v tej smeri, da brez TEŠ-a ne moremo živeti, brez nukleark ne moremo živeti, to mi učimo naš narod. In to, kar bi rada rekla v tem zaključnem delu, se opravičujem, nimam prezentacije, ker je enostavno nisem tegnila pripraviti, ampak upam, da bo to do našega decembrskega srečanja, ko bomo imeli mednarodno konferenco, namreč nam manjka ne samo vizija, ampak nam manjkajo cilji razvoja Slovenije. In cilji razvoja morajo temeljiti v smeri podpore varstvu narave in podpore zdravja ljudi, za ljudi. Torej, 2 milijona nas je. Vse na leto, jaz ne bi bilo to lani ali predlani, ampak enostavno se je reklo, da doktorji napišejo 10 milijonov receptov. Najbolj donosen posel ima Krka. 3 milijarde denarja, ne vem, to sem tudi nekako tako ujela, mogoče narobe, ampak nekak 3 milijarde denarja gre iz proračuna za zdravje ljudi. 4 milijarde denarja nekako gre za uvoz energije. Imamo 7 milijard denarja na razpolago. In še zmeraj ridemo v tisto, kar je preteklost. Mislim, to je tisto, kar smo se mi v šoli učili. Jaz sem 85. leta odšla iz mariborskega Vekša. Zaradi tega, ker enostavno te vrste, to je za mene taka, ne vem, kako bi se izrazila, znanstveno-raziskovalna, pa vzgojno-izobraževalna prostitucija. To se ne dela. Naravo moramo spoštovati, ceniti zdravje vsakega posameznika in stremeti za tem, da se gospodarstvo in družba razvijajo v tej smeri, pa čisto nobeni drugi. Zato je izrednega pomena naš Zavod za varstvo narave, so izrednega pomena vse druge institucije, ki bodo sledile sodobnim variantam, kako rešiti probleme. In z roko v roki moramo delati z industrijo, z znanstveno-raziskovalno, vzgojno-izobraževalno podporo. V Krškem imamo fakulteto za jedrske strokovnjake. A mislite resno? A je to v redu? Vsem 4 rektorjem sem poslala vabilo, pa zmeraj pošiljam vsem, vse ne vem, ali jih je več. Maribor, Ljubljana, Nova Gorica, Koper
pošiljam vabila. Zdaj ne vem, ali ima tako slabo šefico kabineta, da ne zastopi nič, ali je tista tajnica, ko dobi to v roke, pa tudi ni primerno izobražena in zabriše proč. Ne vem, kaj se dogaja. Ali pa je z rektorji narobe. In mislim, da ne samo, da je potrebno upeljati varčevanje. Veste, koliko denarja bomo pošparali na ta račun, da bomo tiste segmente znanstveno-raziskovalnega dela dali na stran, ki so pa vse. Naj vam povem, letos jaz sem redno vsak januar v Abu Dhabiju, ker je tam svetovni vrh na temo energije prihodnosti. Malo so zagrešili, ker so na račun odlične promocije prejšnjega predsednika Francije Sarkozija in Tonija Blaira vključili jedrsko energijo. To je katastrofa, ki jih bo stala. Ampak, kaj se dogaja? Dogaja se to, da so iztržili letošnjo leto na svetovnem vrhu, se je sklenilo poslov za 4 milijarde dolarjev v 4 dneh. Drugo, kar je, redno se srečujemo, jaz sem vsako leto na tem vrhu in predstavnik Siemensa, ker je bil pomemben člen v gradnji jedrskih elektrarn. In se letos pogovarjava. Pravi Martina, a ti veš, da mi ne delujemo več na tem področju? A se ti hecaš? Je rekel, ne, res ne. In potem, ko sva pač obdelala vse, kar sva imela, sem naredila velik krog naokoli in pridem zopet k njemu. In rečem, a si ti resnico povedal, ali se hecaš? Je rekel, ja, to je resnica. In v Nemčiji imate, zdaj je bila 4. konferenca zvezna na temo lokalne energetske samooskrbe z obnovljivo energijo. Vlada prava evforija na to temo, kako bodo prešli na obnovljivo energijo. Mi smo na Veliki četrtek v aprilu gostili Hansa Josefa Fela, nemškega poslanca tukaj, ki je med mlajšo generacijo poslancev vodilno gibalo tega razvoja in pisec zakonika za podporo obnovljivi energiji. In stvari se bliskovito spreminjajo. In zato bi jaz ta del končala tako, da se moramo Slovenci zavedati našega bogatstva. Imamo ogromno vodotokov, ki niso izkoriščeni. Ne, da bi bili izkoriščeni, da jih bomo uničili, ampak izkoriščeni tako, da bomo imeli vsestransko korist. Imamo razdrobljeno posest. Zemlja je kot dojenček, zemljo moramo negovati. Lepo prosim, če ne bi zdaj klepetala, mislim se pogovarjala, ne mi zavedati. Zemljo moramo negovati. Nega zemlje zahteva veliko poznavanje. Tista varianta si nor ko kmet ne velja, kajti kmet mora zelo modro delovati na zemlji in skrbeti za to, da bo naravo čuval, da bo poskrbel za to, da bo narod sit in tudi za to, da bo poskrbel, da bomo imeli naravne surovine in energijo. Imeti moramo vse. In zato pozivam
Zavod za varstvo narave Republike Slovenije in vse druge inštitucije, ki delujejo v tej smeri, da z tem posvetom, ker smo vas pač komaj prvič povabili, to se upravičujem, da bomo naredili, da je to začetek velikih korakov v smeri dosege cilja. Mi smo si zastavili za cilj OVE in URE in trajnostni razvoj do 2030. leta. To je izvedljivo. Naloga je samo v tem, da se reče, vsak parlament, ki na novo pride, torej izvoljeni poslanci, za njih bi morali biti in tudi za vse politike, od ministra do predsednika vlade in vseh, ki delajo na vseh nivojih. Znanost, razvoj, izobraževanje mora imeti posebne šnelkurze, se reče, tečaje, zato da jih ustrezno usposobimo, izobrazimo, da bodo lahko delovali. Ko so dvigali roke za te 6, so rekli, stroka je svetovala. In potem je ta stroka svetovala, da je glavnina dvigala roke. Nekaj pa jih je šlo skozi vrata zaradi tega, ker niso želeli, da bi kazali s prstom, da so oni bili tudi tisti, ki so tako glasovali. In ta stroka se mora tudi enkrat predstaviti in povedati, kaj so njeni osnovni cilji z svetovalnim potencialom, ki ga ima. Če ni primerna, mora iti. Če pa je primerna, pa naj deluje za blago naroda. Zaenkrat ne deluje. In s tem bi ta prvi del zaključila, ampak v glavnem potencial, ki ga imamo na tem področju, je izreden in pravi izziv za Slovenijo v tem času in napovedujem zelo hitre nadaljne srečanja v ožjih krogih in vso stroko in tiste, ki mislite, da ste poklicani za to, vabim, da se nam priključite. Prosim vas tudi za vaše nasvete in predloge, koga bomo vključili v tim razmišljanja, z kakšnimi koraki naprej. Ampak obljubim, da je naša naloga in tega se bomo držali, da bomo stvari začrtali tako, da se bo tudi naša oblast morala predramiti in z dobrim namenom preusmeriti razvojno strategijo naše države. Hvala lepa.